Ej, kaj pa to? Jaz nisem več sama v studiu, z mano je Nina Pušlar. Dobro jutro. Dobro jutro. V bistvu te bomo preimenovali v Nino Valentino. Ja, Nina Latina je bila najprej tlela v tem studiu. Ja. Nina Valentina, super, jaz sem za. Ej, a veš, pač moramo te letnim časom mal prilagajati. Nina, čakaj se malo. Pa letnim časom in prihajajočim koncertom. Predvsem to. Kaj je zdaj neki slišen, da ti boš šla na velenjski konc iz Celjskega, boš skočila v Velenje in Valentinovo. Ja, lepo si se opravila za današnji intervju. Ja, sem ti povedala, nimam 100 pik, imam pa 100 srčkov. Lepo. Da imaš rada roza barvo, to že dolg časa vem. Res, in ti tudi paše. Ja, jaz grem res po najnem pogovoru, ne? Grem v Velenje, v Rdečo dvorano in iz dvorane Golovec, ne, kjer smo imeli nekaj časa nazaj koncert, v Rdečo dvorano v Velenju. Ja, in to bo ekstra. Ampak, a vidiš, Rdeča dvorana, Valentinov koncert. Mislim, da je vse povezano z rdečo. A boš imela tudi kaj rdečega oblečenega? Ja, veš, da sem glih včeraj razmišljala, kaj bom imela kaj oblečeno in bom imela tudi rdečo. Ziher nimaš tako vsaka ženska nič za obleči. Ja, da. Sploh rdečega niča, veš. Drugače pa moram ti povedati, da so včeraj fantje z benda, njim grede, kaj se že pri rdeči barvi, ne, protestirali v eni naši grupi, kaj imamo na socialnih omrežjih, da pogrešajo moje rdeče stylinge na koncertih. Sem rekla, katerega pa so rekli, da ene hlače iz Križank, ki sem imela leta 2019, prav so mi še, mogoče pa res, ne. In narediš comeback, a veš, moda se zdaj vrača, ne? Ja. Tako da mogoče boš zdaj tudi mogla začeti ti malo kolobarta, veš, pa kaj nazaj privleči iz omare. Ne govor, veš, koliko jaz kolobarim. Ampak to je ful lepo, jaz v bistvu toliko različnih kosov še 10 let nazaj, pa zdaj z novimi kosi kombiniram. Pač to mi je fajn, uživam v tem, no, in imam res tudi že od nekdaj, že dolga leta sodelujem tudi z različnimi slovenskimi oblikovalci in imam res take zelo lepe kose, ki so mi zelo všeč in jih imam rada in definitivno pridejo prav, a veš. Spet imaš konfekcijo. Kako misliš? Ja, da bi prišla. Ja, veš, da pridem jaz malo pogledat te pomagati. Kaj misliš, kaj ti misliš? A jaz... Tle smo, no? Tle smo, ja. Tle, dobro, ti imaš še malo manj mogoče. Jaz sem tis pa višja. Ja, mogoče malo. Imam pa tudi zdaj res, da tile buffalo-ke, ki imajo 10 centi skoraj, veš. Ne nosimo več pet, ker smo že pač punce v letih, ne, zdaj nosimo pač platformice. Ja, najboljš. A si slučajno kdaj šla na kakšen tako rave party v buffalo-kah 15+? Nikoli. In tako tudi rekla mi je prijateljica pred kratkim, kje se zdaj ti najdla te buffalo-ke, ne? Ker smo to nosili tako 20 let. Ja, sveka, ne vem, jaz jih pač prej nikoli nisem, zdaj so mi pa všeč, ne? Tudi na koncertih imam velikrat. Veš, ko imaš lahko kakšne široke hlače, pa buffalo-ke, še vse imaš občutek, da si malo više. Ja. Veš, tako da, meni so super, jaz ne gledam, kdaj je zdaj kaj moderno, ampak kaj daj ti pač paše. Ja. V redu. Torej, iz tvoje omare bomo zdaj skočili na oder. Valentinov koncert, Rdeča dvorana, Velenje. Ja. Kaj pričakovati na tvojem koncertu? Mislim, glede na to, da bo absolutno dan zaljubljencev. Ja. Se obeta še kaj ekstra? Definitivno. Veš kaj, moram povedati, da je to moj prvi samostojni koncert v Rdeči dvorani v Velenju. Pred leti sva imela že skupen koncert z Janom Plestenjakom, prav na Valentinovo. Imam zelo lepe spomine na tisti večer, ampak tokrat pa čisto samostojno, ne? Prvič in sem pa zelo vesela povabila in se zelo veselim tega koncerta, tega večera, ker je res fajn dvorana, dobra energija je tam in tudi hvala publiki že zdaj za zelo lep odziv. In pridem v bistvu, kot vedno, s koncertom v živo, ne? Spremljevalno zasedbo, ki je vsako leto večja. Nisem hotela reči, koliko vas je zdaj že? Drugač, taka standardna ekipa nas je 9, okay. Ampak zdaj pridejo zraven pa še brasi, kaj pomeni trobenta, saksofon in pozavna, ne, ki me tudi spremljajo v bistvu zadnje leto tudi na tej naši turneji, tako da nas bo kar nekaj na odru, no, kar nekaj. Širite se. Širimo se. Eni se širimo v konfekcijo. Ne? Ja, se tudi to, veš, tudi mi se pa moramo malo paziti, ampak lej, to je tako pač, jaz sem
že pred 20 leti, ko sem začela svojo glasbeno pot, pa še predtem, ko sem začela sploh s svojo prvo pesmijo, sem sanjala o tem, da bom imela band ob sebi in vedno koncerte v živo, nujno, ne? Tega se držim še danes, nikoli ne grem nastopati na Matrico. A bi sploh znala? Znala bi, ampak veš kaj, Matrica me tako nekako omejuje, se mi zdi. Da ne moram nekaj spremeniti, če bi rada spremenila vmes, recimo, da ne moram upočasniti tempa ali pa malo pohitriti. Tako da mi je nekaj najboljšega pač imeti res spremljevalno ekipo. Enega ali pa 12 glasbenikov ob sebi, ali pa 25, pa upam, da nekoč dočakam tudi koncert s kakšnim simfoničnim orkestrom, ne? Tudi to je ena taka moja velika želja. Tudi Nina sanja, zdaj veste. Ja. Nina ima sanje. Ja, Nina. Tako da simfoniki, prosim vas, ker dejte povpraševanje, lahko tudi kar na šuši, afnarfantasy.si, se bomo vse zmenili, se zrihtala, da bo simfonična Nina. Ja. A veš? Nina simfonija. Nina simfonija. Vidi, spet imamo eno novo ime. Ja. Se pravi, od Nine do Nine tisočerih imen bi lahko rekla. Ja, pa evo, ki si že pri tem, 25. marca Arija v Ljubljani, Odisej, si že kaj slišala o tem? Ne, nič. Tako da nas čaka eno tako zanimivo leto, ne? Različnih imen. Ampak ti imaš letos tako, si mislila, da boš imela 2026 bolj v easy. Ja. Vidim, da ti ne gre, ne, ta v easy od rok. Veš kaj, življenje kar nekako samo, tako narekuje. Ne? Jaz se pa malo prepuščam. Lansko leto sem praznovala 20 let od moje prve pesmi, 20. obletnica. Zdaj je zelo kmalu, zdaj pa res končno. Prihaja tudi v živo, digitalno že obstaja kar nekaj časa album na vseh digitalnih platformah, ampak zdaj pa prihaja res dvojni album CD v živo s koncerta v Ivančni Gorici 26. Tako stadion, da bo pač en tak res spomin za vse življenje. Jaz sem upala, da bo to prišlo že malo prej, ob koncu leta sem se želela, ampak ni bilo časa. Res nisem uspela, ker jaz tudi namreč sama hodim v tiskarno, ne, in moram pač biti zraven pri oblikovanju dizajna, pri vsemu in ni uspel prej, tako da sem rekla, evo, življenje pač ne moramo prehiteti enih stvari, v easy, počas, ko bo, da pride lepo tako, a veš, tako kam mora. Da se lepo natisne v miru v tiskarni in en mesec ni pa taka velika razlika, se mi zdi. Mesec gor ali pa dol, važno, da je. Nina, greva zdaj en pozdrav z ljubeznijo zapet, da vseeno še pospremiva. Če slučajno nimate ideje za Valentinovo darilo, evo, Nina prihaja v Velenje in jo lahko svojo boljšo polovico počastite z njenim koncertom. Pa bova pa še malo povedala o tvojih začetkih tudi in kje imaš namen tudi končati. Ja, Nina Pušlar je v našem studiu, mi dela družbo in Nina je praznovala že 20. obletnico. 20. obletnico, pa Nina, koliko si pol stara? Ja, se kar mlada začela, veš. Lahko letnik povem, ker ne znam več šteti kulk, ne? Ja, zdaj še toliko, da se že malo ne govori na glas, ne. Zadnjič me nekdo spraševal, koliko sem stara, pa sem pa povedala preko, že toliko. Ampak ti ne zgleda. Jaz sem mislila, da sem malo manj, veš, ne. Ja, ampak to je pa geni. Ja, pa lej. Jaz sem začela, 16 let sem bila stara, ne? Sem začela na bitki talentov takrat tekmovati in pa zmagala, pri 17, tako da, evo, zdaj si lahko malo zračunate. Eno leto je mlajša od mene, sem tako povem. Je pa stvar, da ti si še pred bitko talentov začela v skupini Daylight, pa Silencio, si šla v bistvu malo pop, malo rock. Ja. Pa še znaš kako komati iz tistih cajtov, ker na spletu tega ni, a ne? Ja, to je pa vse doma, veš, v mojih mapcah, na disku, pa na videokasetah. Moram tudi naslednjič prinesem, prav? No, dej. Ko pridem, pa prinesem kak MP3, ampak znam, takrat smo skupino Daylight, smo na 4 punce, moje 3 sošolke še, na Valeti smo v bistvu nastopili čistko za hec, smo se malo zbrale pa zapele in smo bili pol vsi toliko navdušeni tam v našem tem amfiteatru šole, da smo rekli, zakaj pa ne bi mi še kar malo naprej pela. In potem je nastala kar skupina Daylight in imeli smo tudi svojo pesem.
Mislim, da več svojih pesmi, sicer 3, no eno se spomnim, evo, že Dej. regler, če kdaj dol vidim. Dej, da čujem. Refren je bil samo 10 minut mi daj za en poljub. 10 minut mi daj, samo 10 minut mi daj za en poljub. 10 minut mi daj. Veliko besedila, ne? Zelo 10 minut je drugače za en poljub, počasih kar, Ja, je kar dost, ne? To je kar velik, ne? Ampak lej, dobro ste si izbrali, 10 minut. 10 minut in to je bilo v bistvu tudi v tistih časih, ne, ko smo omenjali prej že tale BBT, ne, ko smo imeli 5 minut. 5 minut mi daj. Ampak ta 10 minut je bil že pred tem komadom. okej. Daleč od tega, da so ga pa ljudje poznali, ne, takrat to smo res poznali za svojo dušo. Cover, oziroma, a veš, mogoče svojo verzijo, ko boste imeli s puncami obletanco valete, a veš, pa narediš Ja. presenečenje Mogoče in pa zapoješ vaš komad na svojem koncertu ali pa vsaj delček. Ja, pa se veš kaj, jaz sem imela že idejo enkrat na mojem tem tradicionalnem domačem koncertu v Ivančni Gorici, ker so pač otone vse z Ivančne Gorice, da bi za presenečenje zapele. In absolutno niso hotele, ne. Nočejo več stati na odru, sploh pa ne pet, ne. Tako da so bile pol zelo vesele, da jim ni bilo treba. Sta pa dve izmed teh dveh punc, a ne, z mano v videospotu od pesmi Ironija, Katja Nelvera. Tako da za videospot sta pa šle. Aha, okej. Samo da ni bilo treba pet. Lej, za dober denar se jih da po mojem prepričati tudi za stati na odru. Ja, pa za veš. potovanje na primer. Sicilijo, takrat, ko smo šle. Vidiš, vse znaš, znaš, ne. Nina. Čeprav nekaj povem, to je bilo tako spontano. Jaz, ko smo šli mi na Sicilijo, jaz sploh še nisem vedela, da bomo, mislim, ko smo se odločili, da gremo, jaz si niti slučajno nisem mislila, da bomo mi dejansko tam podsnemali. Mi smo šli za moj rojstni dan, za 3-4 dni smo rekli, da gremo, da si malo vzamemo, malo babe. In pol sem jaz imela to pesem Ironija in meni kapne. Ironija, punce, spot, ker pač pesem je posvečena, ne? Prijateljstvo, ja, in njima, tako da mislim, to je bilo tako, le prav usvojeno, moglo se je zgoditi, lepo je bilo. Ja, ker pač Nina ne zna počivati na dopustu, ampak mora biti vedno, seveda, delovana, ne? Hej, a veš, da je bilo tako res, prav, mi smo res mislili, da bomo šle samo na dopust, ampak smo se pa vsem tako dobro imeli, zraven sta šla še Nina, snemalec iz Velenja, ne? In še fotograf in smo bili tako res fajn družba. In prav živa smo, no, punce so imele malo več dopusta, kot jaz, ker sem mogla pa še neke svoje kadre snemati. Ampak kljub temu je bila pa ena taka dogodivščina, ki je ne bomo nikoli pozabile in hkrati imamo še en spomin v videospotu za vse življenje, ki je pa res tak, da ne vem, kako bi rekla, no, pač to bo res spomin za vse življenje. Vsakeč, ko pogledam ta videospot, mi gre tako kurja pot in sem prav vesela, no, in hvaležna tudi za tako lepo prijateljstvo, no, ki traja zdaj že več kot 30 let. In takšne prijatelje je treba ceniti. Res je. Ampak vem pa, da ceniš ti tudi, glede na to, da smo ti že nadeli imeni na latina, a ne latino ritme. Ja. Boj, da snemaš demo posnetke v španščini. Ja, veš, da res. Zakaj? Ne vem. Zdaj tudi v slovenščini, sicer ne, včasih si pač kakšne besede zmišljujem, kar mi pride na pamet takrat, ker nastaja melodija. In ponovadi kar v španščini. A veš zakaj? Zato, da me v bistvu noben ne razume. Ker smo v studiu, pa se jaz izmišljujem neke španske besede, ker če v slovenščini si kaj izmišljujem, pa se že vsi začnejo neki limati na to slovenščino. Če pa v španščini, pa že kar hitro dobro zveni, ker nič ne razumejo točno, kaj pomeni. No, dej, mogoče demo posnetek španske Nina, koliko je to zvenelo? Čakaj, to sem mogla pa zdaj že prav spomniti, veš. Vem, da je bil pač refren ohala, upam, to je bilo za Nina, ne, a te zaboli, si me najdla. Veš da? Quiero confesar, ne vem zdaj točno, ampak tudi to najdem naslednjič. Skratka, naslov je bil ohala. Ohala. Ja, upam. Jaz bi rekla ohala. Ohala. Čau. No, tako da, ja, in recimo prste stran pa tudi. Esto sea una razón, no pudiste dejar amor. Ali lahko v bodoče pričakujemo tudi špansko verzijo albuma Nine Pušlar? Lej, to bi mi bilo veselje, drugače pa, kar si že omenila, ne, te latino ritme,
Jaz sem si dolg časa želela, da bi tudi na svojih koncertih malo tega latino pridiha dodala. Ne pojem v španščini, ampak v slovenščini, ampak smo pa naredili prav za koncert 26. ko sem imela v Ivančni Gorici in za našo turnejo medli mojih 4 pesmi. In sicer kaj? Na dlani? Ne. Iz čiste trme. Iz čiste trme? Iz čiste trme. Ta svet ne zna živeti. Okay. Ironija in prst stran. In gre v bistvu za en tak latino medley, ki meni izjemno všeč, pa še bolj ga imam rada. Res, ko se vedno veselim, ko ga izvajamo tudi na koncertih. Lahko ga boste slišali tudi 14. februarja v Velenju. Rdeča dvorana na Valentinovem koncertu. Začne se pa kdaj ob 8? Ob 8. Okay. Vsaj zdi se mi, da ob 8, ja. Ja, menda. Ja, menda. Ja, mislim, ker še predelam na rokometu, pa da imam pol cajta, veš, iz rokometa prideti do Velenja še, ne? Mislim, da je ob 8, lej, ampak... Bova vse podatke seveda dale točne, tudi še na naša družbena omrežja in vse, ampak torej, španska Nina Latina bo zdaj Nina Valentina v Velenju v Rdeči dvorani za Valentinovo. Tako je. Imamo kar nekaj takih pesmi, ne? Primerni tematiki za Valentinovo. Lej, vedno vam pa povem, da če nimate 100 pik, imate pa vsaj 100 srčkov z mano vred. Ja. Ampak Nina, jaz te bom pogrešala do 14.2. Tako da prosim res objav še kak video na social, da nas malo spomniš. Bom, obljubim. Absolutno, pa nekaj kart vem, da je še na voljo, ampak kar hiter grejo, kot sem slišala, tako da mogoče ne bi bilo švoh, če greste poklikati za svojo in za svojo boljšo polovico. Ja, res sem slišala, da je tako res lep odziv na koncert, tako da hvala, ful smo vsi seveda veseli. Kot sem že prej povedala, moj prvi v bistvu samostojni koncert v Rdeči dvorani v Velenju, ali v Velenju, ne? To je zelo pomembno. Velenje. Tako da res vsi lepo vabljeni, no. Prihajamo pa z razširjeno spremljevalno zasedbo. Ja. Pride jih več. Čez 10 ziher. Ja, wow. Ja, nič Nina, pa lep pozdrav do 14.2., ko se vidimo v Velenju, oziroma v Velenju. Zdaj pa greve midve eno za naju. Eno za naju, pa za vse tiste, ki bojo tudi z nama, ne? Mogoče zdaj ne samo prek radijskih frekvenc, ampak tudi 14. februarja. Res je. Nina, hvala, ker si se oglasila in se vidiva 14. februarja v Rdeči dvorani v Velenju. Hvala tebi. Čau.